Lep pozdrav, še v imenu službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V 15 minutah vam bom skušala podati en hiter oris, kaj trenutno počnemo. Ne morem se osredotočiti samo na kohezijsko politiko, zaradi tega, ker smo ravno zaključili z načrtom za okrevanje in odpornost in se pravzaprav v tem trenutku intenzivno lotevamo programiranja kohezijske politike. Tako da bi vam podala to globalno sliko, bodo pa potem z vami še naši sodelavci, gospod Košir in pa gospod Jenko, tako da tekom dneva lahko tudi zadeve predebatirate, kar se tiče programiranja in pa pametne specializacije. Hvala tudi za povabilo na ta dogodek, ker kot vidite, ravno v tem trenutku vsi ti dokumenti od pametne specializacije do zakona, do strategije, do programiranja tečejo hkrati in je to res pravi trenutek, da se o tem pogovorimo. Mi pa načrtujemo intenzivna posvetovanja, sistematična z deležniki še v novembru in pa decembru, tako da verjamem, da podrobnosti pa bomo lahko še predebatirali. Zdaj naša služba, to bi rada poudarila, nastopa kot koordinator, kot organ upravljanja, se pravi na eni strani imamo Evropsko komisijo, ki nam daje tista res stroga pravila, ki se jih moramo držati, tudi kar se tiče vlaganj v posamezna področja, na drugi strani pa imamo deležnike, se pravi usklajujemo vse interese od državnega nivoja pa do terena in verjemite, da je to včasih kar precej naporno. Če ponazorim samo s primerom pri pripravi načrta za okrevanje in odpornost, kjer nam je Evropska komisija dodelila 1,8 milijarde nepovratnih sredstev, je bilo potreb in pa želja za strani resorjev in pa za strani terena za 20 milijard in mi smo bili potem tisti, ki smo to nekako uokvirili. Jaz verjamem, da na koncu, ko vse skupaj seštejemo, lovimo neko ravnovesje, in moramo tudi biti kar zadovoljni, ko se primerjamo z ostalimi državami članicami. Res pa je, da smo si tudi vsak po svoje določali te naše razvojne prioritete. Mogoče je res škoda, da ni kolega gospoda državnega sekretarja Čuša, on bi vam predstavil tudi čisto konkretne razpise, ki so predvideni za leto 2022 na področju gospodarstva, vendar kljub vsemu ima ministrstvo vse objavljeno na svoji spletni strani, od videoposnetka do prezentacije, ki so imeli na mednarodnem obrtnem sejmu, tako da si lahko čisto konkretne razpise, ki vas čakajo, tudi pogledate. Zdaj, kar se tiče gospodarstva, mogoče uvodoma še to, ker ste rekli, da ste tu po večini velika podjetja. Kohezijska politika žal velikih podjetij ne podpira, ampak predvsem srednja in pa mala podjetja, je pa veliko možnosti za velika podjetja ravno v okviru načrta za okrevanje in odpornost. In v letu 2022 je predvidenih 427 milijonov razpisov, tako da jaz bi vas res usmerila, da si to pogledate. Vesela sem tudi, da imamo na eni strani inštitucije, kot je UMAR, ki nam držijo neko ogledalo, da se lahko tudi mi občasno zamislimo, kam gremo z našim razvojem in pa vesela sem tudi izjemno, da imamo na drugi strani Evropsko komisijo, ki nam tudi te deleže, se pravi koliko v digitalno, koliko v zeleno, koliko v gospodarstvo tudi na nek način predpiše in nas tudi na nek način usmeri. Kar se tiče naše službe, z našim ministrom imamo, ki je bil tudi prej omenjen, ravno v naslednjem tednu tudi načrtovane bilateralne sestanke, preden grejo ti prvi dokumenti, kar se tiče kohezijske politike v obravnavo na vlado z vsakim posameznim ministrom. To pa ravno zaradi tega, ker opažamo, da se nekateri ukrepi po nekaterih resorjih enostavno, če rečem iskreno, vlečejo že zadnjih 10 do 15 let in tudi mi smo mnenja, da bi morali nekatera področja, zlasti ki se tiče gospodarstva, zlasti ki se tiče trga dela, tudi šolstva, se pravi tu, kjer gre za vlaganja v človeške vire in pa kjer gre za vlaganja v podjetja, mogoče bistveno spremeniti oziroma postati bolj napredni, bolj inovativni. Če se malo sprehodimo čez to prezentacijo, se pravi lani poleti julija je tudi nas ta COVID kriza, bom rekla, kar spremenila način dela, zaradi tega, ker smo vse države članice dobile dodatne kvote evropskih sredstev, ki jih je bilo treba
najprej sprogramirati. Tako da kot vsi ostali smo tudi mi potem porabili kar nekaj mesecev, da smo pripravili vse ustrezne dokumente razen kohezijske politike. Tako da danes v bistvu imamo te dokumente pripravljene in se pravzaprav vsi programi izvajajo v obliki razpisov, ki so objavljeni po posameznih ministrstvih. Tega denarja je v tem trenutku, ki je na razpolago 3 milijarde evrov, dinamika je različna, odvisna od posameznih programov. Povratnih sredstev pa smo sicer imeli na razpolago 3 milijarde 200, ampak smo v tej prvi fazi zaprosili samo za 700 milijonov, se pravi za tiste najbolj nujne potrebe. To pa zaradi tega, ker se trenutno na finančnih trgih zadolžujemo po negativnih obrestnih merah, po drugi strani pa niti resorji niso pokazali interesa za te povratne vire, zaradi tega, ker še je vedno največji interes po nepovratnih sredstvih. Če pogledamo razrez nepovratnih sredstev, imamo tele 4 mehanizme. En je React-EU, ta mora biti tako kot stara kohezija zaključen do decembra 2023. Potem je sklad za pravični prehod, razvoj podeželja in pa potem mehanizem za okrevanje in odpornost. To je načrt za okrevanje in odpornost, ki mora biti zaključen, se pravi v obliki zadnjih izplačil do konca leta 2026. Največ časa je za kohezijsko politiko, ki jo moramo zaključiti do leta 2029. Če gremo malo čez vsebine, da si boste predstavljali Reacta, te so v bistvu razdeljene, teh dobrih 300 milijonov na 4 resorje oziroma za 4 področja. Največ smo dali oziroma nekako tretjine smo razdelili, 1/3 na gospodarstvo, 1/3 na ministrstvo za delo, za krepitev trga dela in pa potem 1/3 na zdravstvo in pa socialno varstvo. En manjši delež je pa šel tudi na ministrstvo za šolstvo, mislim, da malo manj kot 20 milijonov, zaradi tega, da smo v tej COVID krizi, ker ta sredstva so pač namenjena okrevanju po epidemiji COVID, tistim hitrim ukrepom, namenili za hitre dostope in pa za opremo za osnovnošolce in pa za dijake. Potem, kar se tiče načrta za okrevanje in odpornost, smo ga v roku pripravili, tistem priporočljivem, bom rekla, ker obveznega roka pravzaprav ni bilo. Še danes sta 2 državi članici, ki načrta nista oddali. Mi smo bili v tisti skupini prvih 13, ki nam je to uspelo. 1.7., ko smo tudi nastopili predsedovanje, smo tudi dobili pozitivno oceno za strani Evropske komisije in pa konec julija je načrt potrdil Svet Evropske unije. Ti deleži, ki so bili po uredbi predpisani, so bili 20% za področje digitalizacije. Temu smo mi namenili 21%. Kar se tiče področja zelenega, pa je bil predpis 37%, naš delež pa je nekaj več kot 42%. Res je bilo to izjemno težko loviti z vsemi temi potrebami, ki so nam jih dali, zaradi tega, ker na drugi strani pa ti novi programi omogočajo tudi vlaganja v zdravstveno infrastrukturo, v socialno infrastrukturo, ker pa veste, da v nekaj desetletjih, bom rekla, vlaganj v Sloveniji ni bilo in tu so bile tudi te potrebe enormne in zaradi tega smo med vse te prioritete potem sredstva načrta za okrevanje tudi po najboljši moči porazdelili. Zdaj, če si mogoče pogledamo še ta razrez, tudi v načrtu za okrevanje in odpornost smo se potem odločili, da je šla približno 1/3 oziroma 30% sredstev neposredno v gospodarstvo oziroma za podjetja, potem milijarda v področje zelenega, se pravi od energetike do okolja, do poplavne varnosti, potem digitalizacija je dobila nekaj več kot 300 milijonov. Tukaj res več, tudi velik del javni sektor, zaradi tega, ker javni sektor v koheziji ne bo več upravičen. Do tega nameravamo pa v kohezijski politiki velik delež nameniti tudi za to področje. Kar se pa tiče
tega oranžnega področja, to je pa v bistvu področje zdravstvene oskrbe, socialnega varstva in pa stanovanjske politike. Tako da te prioritete smo pokrili v okviru načrta za okrevanje in odpornost. S tem, ko smo ga v bistvu potrdili, smo mi dokument tudi predali v izvedbo, kar pomeni, da se s tem načrtom na SVRK več ne ukvarjamo, ampak bo šla izvedba direktno preko posameznih ministrstev, ki so pač v to vključene. Zdaj pa, kar se tiče kohezijske politike, se pravi, tu smo sicer zadeve vzporedno pripravljali, ampak zelo intenzivno pa delamo zdaj v tem trenutku. Časovnico imamo nekako tako določeno, da do decembra se uskladimo z deležniki in pa znotraj vlade. V prvi polovici leta 2022 pa se bomo še pogajali z Evropsko komisijo in glede na izkušnje z ostalimi dokumenti, dokler dokumenti niso potrjeni, so možne neke manjše spremembe. Takšno dinamiko približno imajo tudi druge države članice, vse skupaj se pa zaradi epidemije in pa zaradi načrtov za okrevanje in odpornost zamaknilo v primerjavi z preteklimi obdobji. Cilje politik oziroma prednostna področja, kar se tiče kohezije, nam v bistvu določa Evropska komisija. Jih je v bistvu 6, glavnih 5 in sicer cilj politike 1 je osredotočen, če poenostavim, na gospodarstvo in zelo vezan tudi na to, kar nastaja v okviru strategije pametne specializacije. Tu jaz upam, da ste s RIP-i zadovoljni, da ste bili tudi ustrezno vključeni strani našega sektorja, ki se s tem ukvarja oziroma boste še v nadaljevanju. Potem cilj politike 2, res poenostavljam, je namenjen področju zelenega, se pravi energetika, okolje. Cilj politike 3 so prometna omrežja, poudarek na železniški infrastrukturi. Cilj politike 4 so mehke vsebine, se pravi tisto, kar poznamo v okviru Evropskega socialnega sklada. Cilj politike 5 pa so teritorialni mehanizmi, se pravi to, kar je na razpolago regijam oziroma potem lokalnim skupnostim. Cilj politike 6 pa je nov sklad za pravični prehod, kjer pa bodo sredstva na voljo 2 regijama, in sicer Savinjsko-Šaleški in pa Zasavju. Kar se tiče kohezije, tukaj uredba določa, vsaj za bolj razvite regije, se pravi za zahodno Slovenijo, da mora iti 85% Evropskega regionalnega sklada skupaj v cilj politike 1 in pa cilj politike 2, kar pomeni, da spet večji delež tega bo šlo v gospodarstvo oziroma bo namenjeno podjetjem. Medtem ko na vzhodu pa je manevrski prostor nekoliko večji, tam pa bomo lahko imeli še več vlaganj v infrastrukturo. Kot veste, je bila nekaj časa debata, da bi imeli v Sloveniji več operativnih programov. To je zdaj sklenjeno, da ne. Se pravi, gremo v pripravo enega operativnega programa. Seveda pa bodo ukrepi ločeni na zahod-vzhod. To seveda po eni strani so naše potrebe, po drugi strani pa tudi zahteve Evropske komisije. Kar je bistvena sprememba, je spremembe v stopnjah sofinanciranja. Se pravi, vzhod, ki je manj razvita regija, ohranja 85% stopnjo sofinanciranja projektov iz evropskih skladov, medtem ko na zahodu bo ta stopnja bistveno nižja, to je 40%. Tu se pa je vlada zavezala in na tem tudi intenzivno delamo, da bomo te razlike v tej stopnji sofinanciranja, vsaj v tistih manj razvitih območjih zahodne kohezijske regije pokrivali z integralnim proračunom. Ravno v tem trenutku je tudi v vladnem usklajevanju regionalna karta, se pravi območij, in to tudi zdaj gledamo, ker nam bo potem tudi podlaga za ta operativni program, se pravi kolikšna stopnja sofinanciranja v posameznih območjih Slovenije. Tu so še vsebine malo bolj podrobno opisane, ker vidim, da moram počasi končati. Glede na to, da se prekrivajo, kot vidite, vsi ti programi med seboj, bo naša naloga, da poskrbimo za komplementarnost. Se pravi to, kar je že dr. Vostner prej tisto tabelo pokazal, kjer so bili prikazani vsi skladi. Tu moramo paziti, da ne bo prihajalo do nekih prekrivanj oziroma da se bodo ukrepi tudi smiselno dopolnjevali. Mogoče sam še za občutek sredstva.
Vzhodni kohezijski regiji pripada cirka 1,7 socialnega sklada in regionalnega sklada, zahodni Sloveniji pa nekaj čez 500 milijonov. Bi pa vseeno izpostavila, da je v času pogajanj lani poleti oziroma že prej pogajalska skupina, ki se je pogajala z Brusljem, tudi uspela zahodni kohezijski regiji izpogajati dodatnih 350 milijonov, kar je v bistvu glede na te številke ogromno in smo tudi zadovoljni, da je do tega prišlo. Časovnico sem vam že rekla, mogoče za zaključek samo še to, da smo v primeru kakršnih koli vprašanj vedno na razpolago, skušamo tudi odgovarjati na vse maile. Imamo tudi poseben predalnik, kamor nam lahko pošljete vaše predloge, kar se tiče partnerskega sporazuma in operativnega programa. Kot rečeno, pa se bomo do konca leta tudi na takšnih srečanjih še srečevali z celotno našo ekipo, tudi če ne vedno v živo, pa mogoče tudi preko spletnih posvetovanj, ker jih je na ta način tudi možno več deležnikov pokriti. Tako da to bi mogoče na kratko z moje strani.